Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vladajoča Svoboda se je precej izvirno lotila poplavne obnove. Potem, ko je premier pojasnil nič zgrajenih od obljubljenih 100 montažnih hiš na mesec s tem, da zgolj 2% ljudi želi, da jim država zgradi hišo, kar je zanj očitno premalo in zato ni zgradil še nobene, se bo sedaj vendarle gradilo. Poglejmo kako. Nahajamo se točno na relaciji med Križno jamo in Cerkniškim jezerom. Območje je poplavno, nad njim sta dva izvira, ki napajata jezero in tu nameravajo zgraditi 17 novih hiš. Ker gre za tako občutljivo območje, za tako občutljiv poseg, bi pričakoval, da bo o takem nameravanem posegu sklicana ena taka širša javna razprava, tega ni bilo. In jaz enostavno ne razumem in ne verjamem, da ni možno najti neko boljšo alternativo, neko drugačno, boljšo lokacijo, ki ne bi bila tako agresivna. Zavoda za varstvo narave na naša vprašanja ne odgovarjajo. V mnenju pa so napisali, da načrt verjetno ne bo pomembno vplival na varovano območje, kar je presenetilo prebivalce, ki so že pred časom z zavodom stopili v stik. Gospa, ki nam je najprej svetovala, da ne se odločno upremo z vsemi 4 gradnji na tem območju, potem pa je čez noč obrnila ploščo. Res izvirna poplavna obnova, ni kaj, le kaj bi lahko šlo narobe. Sedaj pa se lotimo 8. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Romi ali mi drugi del, zakaj vlada podcenjuje in zanemarja romsko problematiko. Romska problematika je to poletje dobesedno eksplodirala. Naše poročanje oziroma komentiranje o vzrokih in posledicah nadaljujemo z intervjuji tistih, ki probleme najbolje poznajo oziroma izkušajo na lastni koži. Naš posebni gost je zato nocoj župan Novega mesta, Gregor Macedoni. Gregor, toplo pozdravljen ponovno v Faktorju. Živijo. Gregor, šel sem pogledat nazaj, skoraj 2 leti je že, namreč oktobra 2022 si v imenu županov jugovzhodne Slovenije predsednici Državnega zbora poslal vaše predloge za zakonske spremembe. Najprej ste to naslovili za zaščito romskih otrok oziroma za zaščito otrok iz problematičnih okolij. Si takrat mislil, da v 2 letih praktično se na tem področju ne bo zgodilo nič oziroma da vaši predlogi ne bodo šli skozi? Ja, res je, te 2 leti je izredno hitro minilo, predvsem je pa žalostno, da smo še zmeraj na isti točki. Te naši predlogi so sledili že kar nekaj letom poskusov, ki so se pa na koncu leta 2022 sen že prišli do te mere, da so bili nekako oblikovani, da so bili pripravljeni tudi po resorjih znotraj prejšnje vlade. In seveda takrat smo vedeli, da vseeno imamo v rokah neke predloge, ki zdržijo ustavno, zakonodajno in vsakršno drugo presojo in bi lahko učinkovali, se pravi, bi lahko začeli obračati trend, bi spremenili okvir, v katerem se številni trudijo, številne inštitucije, posamezniki, lokalne skupnosti in tako naprej. To, kar pogrešamo vsi, je ta jasen okvir države, kjer seveda brez tega zelo težko smo učinkoviti. In predvsem, kar vidimo, je pa to, da se situacija brez tega jasnega okvirja potem znotraj poslabšuje. Torej, vsi, ki delujemo znotraj državnega okvirja, ne moramo toliko pozitivnega narediti, kot se samo po sebi negativno dogaja zaradi neukrepanja. Zdaj, kar eno leto je minilo, da je Državni zbor končno obravnaval te vaše predloge, vladajoča koalicija jih je žal zavrnila, z obrazložitvijo, da bodo oni pripravili svoje bolj sistemske in bolj ustrezne rešitve. Zdaj od tega bo spet že skoraj eno leto, teh rešitev še ni na vidiku. Ja, res je. Najprej smo poskušali, da bi prišli direktno v Državni zbor. Sicer smo probali tej pobudi
nekako dati nalepko zelo nepolitičnosti in res prijeti za neko široko podporo, najprej v koaliciji, potem seveda bi tudi pozicijo povabili zraven, ampak vemo, kdo odloča, kdo ima večino. Ko to ni šlo, smo poskušali s podpisi, predlogi so prišli v državni zbor, so bili dokaj soglasno zavrnjeni, prišlo je do uskladitve koalicije. Zdaj, kdo je bil ti znotraj koalicije, ki je drugim partnerjem obljubil, mi vemo, kaj bomo naredili, to ni dobro, to ne bo delovalo. To lahko sicer ugibam, po moji oceni so bili to predvsem predstavniki Levice in del Svobode. In seveda to poenotenje je pripeljalo do tega, da so se pa vseeno zavezali, ker so vedeli, da nekaj morajo javnosti povedati, da bojo v prejšnjem letu, do konca leta pripravili svoje predloge. Seveda danes smo sredi septembra, že v drugi polovici septembra in seveda teh predlogov ni. Je pa prišlo seveda na terenu pa v tem času do zelo burnega dogajanja. Absolutno, ja. Vse to sem hotel predlagati, če se zdaj prestavimo na nek način v današnjik. Kaj bi bilo po tvoje drugače, če bi tisti vaši predlogi izvirni bili sprejeti v kakršnikoli obliki, se pravi teh 5 zakonov, ki ste vi v bistvu predlagali spremembo? Torej, jaz mislim, da govorimo o zelo seveda na nek način enostavnem okolju, čeprav je problematika dokaj zahtevna, predvsem, ko je treba res razmisliti o sistemskih ukrepih. Ampak ta enostavnost je v tem, da če si ti dosleden v tem, kar zahtevaš, če rečeš otroci morajo biti v šoli, na to je vezano, ne vem, karkoli, neka dobrobit, recimo prejemanje denarne socialne pomoči v denarju ali kaj takega, potem je ta sporočilo zelo jasen in zelo učinkovit. In v lanskem času, lanskega leta, ko smo zbirali podpise in ko je prišlo do te obravnave v državnem zboru, to so poročila iz šol dejansko prihajala, da je izredno se dvignilo obiskovanje pouka s strani romskih otrok. Enako sporočilo so mi povedale pred dobrim tednom ravnateljica novomeških osnovnih šol, da je ta medijska obravnava iz zadnjega obdobja tudi povzročila, da imajo zdaj zelo dobro obiskovanje šole. Torej, zdaj, če to povežem s tem jasen okvir, in mi smo vsaj na nekih 3 točkah ta jasnost poudarili, torej obiskovanje osnovne šole in pa predvsem, da se poravnavajo globe, da temu sledi neka sankcija. Jaz mislim, da če bi mi to dvoje dosegali, da bi danes govorili, da se je za nekaj 10% situacija popravila. Mi govorimo o tem, da seveda ta problematika ne bo čez noč rešena, ne bo z enim zakonom, z parimi zakoni. Gre pa za to, da je treba en resen korak narediti v smeri reševanja in potem seveda stvar nadgrajevati in jo utrditi. Tako da jaz sem prepričan, da bi se statistike drastično popravile, bi bilo treba pa potem to nadgrajevati naprej. Zdaj, Gregor, nam, ki nismo iz teh okolij, kjer živijo Romi, se zdi, da je ta problematika na nek način eksplodirala to poletje. Je ta vtis pravilen in če je, zakaj recimo po tvoje ravno zdaj čez to poletje na tak način prišlo do zaostrovanja ali pa če hočeš do razširitve teh problemov? Jaz bi rekel, da se ni zgodilo nič posebnega to poletje. Razen to, da morda je po naključju prišlo do snemanja. Če mi dva realno pogledava dogodek v Kočevju, ko je policijska patrulja na nek način verjetno tudi malo naivno zašla v središče romskega naselja, po neuradnih informacijah je šlo za policista iz nekega drugega okolja, ki nista vedela točen za mikrolokacijo. In je seveda bilo to posneto, je to cela Slovenija zgroženo opazovala, ker dejansko policija je stvar nas vseh, varnosti, našega počutja, kako se v tej državi počutimo. Da vas si predstavljati, da bi to bilo neposneto, da bi to bila neka novička v časopisih. Se pravi, prišlo je do napada na policista, ki sta opravljala svoje delo, prišlo je tudi do fizičnega obračunanja, nekaj lažjih poškodb. Mislim, da ne bi to niti par odstotkov državljanov to zaznalo, te novice.
zdaj, ko pa dejansko že 2 meseca gledamo te posnetke, in potem je prišlo seveda do streljanja v Novem mestu, kjer smo videli možakarja, ki je s pištolo tekel za skupino otrok in žensk in je seveda streljal. Mislim, to so stvari, ki so pa seveda dale marsikomu misliti, ker je tudi paradigma v javnosti prej bila, imamo nestrpno večinsko prebivalstvo, ki je krivo za to, da zdaj mi nekaj jim delamo in tako naprej, ampak to se je kar naenkrat izkazalo, da pod to floskolo se tega več ne da prodajati in da je nekdo nekje zgrešil za jasnimi sporočili, kje je rdeča črta v tej državi, ne? In mi smo res za nekaj sporočili od tega, da ni možna izvršba na denarnih socialnih pomočeh, do tega, da je morda tudi, ko je nastopila ta vlada in je seveda želela popraviti neke krivice iz prejšnjega obdobja glede kaznovanja protestnikov in tako naprej, dala je zelo jasna sporočila, da ne bo gledala na kazni, da je to nekaj, kar je sprejemljivo. In mislim, da so bile to sporočila, ki so se nalagala in ta drznost se povečuje. In to sem tudi povedal včeraj ob obisku notranjega ministra, gospoda Poklukarja, da pač policija bo lahko nekako nekaj omejila, zamejila, statistiko popravila, da bo pa ta drznost in bom rekel težavnost teh kriminalnih dejanj naraščala in bojo prej ali slej ven prišle na tak ali drugačen način, če ne bomo začeli seveda tudi vzrokov odpravljati. Ja, absolutno. Gregor, predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nama uiti, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj in kako vlada podcenjuje romsko problematiko. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš posebni gost, župan Novega mesta, Gregor Macedoni. Pogovarjamo pa se o tem, kako in zakaj vlada podcenjuje romsko problematiko. Gregor, včeraj je predsednica republike Nataša Pirc Musar obiskala romsko naselje, ampak romsko naselje pušča v Prekmurju, ne? Vemo, enkrat prej je že obiskovala tudi romska naselja v jugovzhodni Sloveniji, se tam fotografirala z tamkajšnjimi prebivalci in tako naprej. Pa me zdaj zanima, kako ti kot župan Novega mesta ali pa če hočeš v imenu vaših občanov ocenjuješ ta včerajšnji obisk predsednice v Pušči in sporočila, ki jih je od tam recimo poslala. Mislim, da je simbolno bil to slabo sporočilo, zato ker je eno od teh napačnih stereotipov, floskul, ki se jih tudi zadnje čase smo se kar nekaj naposlušali, ne. Pa dajmo to, sej imamo primer dobre prakse, dajmo to počakati, bo se to zgodilo tudi na Dolenjskem prej ali slej. Če bi mi govorili o romski problematiki, potem bi imeli enake težave v Prekmurju ali na Dolenjskem. Dejstvo je, da tudi lahko rečemo, da prihaja do nekega zamika, ampak mi imamo ta trenutek reševanja v drugačnem družbenem sistemu. Če se je tam ta prelom zgodil, neke integracije v družbo v 70-ih, 80-ih letih, je bil to seveda še prejšnji družbeni režim v Jugoslaviji, ki je seveda malo manj poudarjal človekove pravice. In je seveda zato bil lahko tudi v enih stvareh bolj učinkovit, zdaj lahko debatiramo, je bil dober za vse ali ne, ampak kar se tiče romske problematike, prav gotovo veliko boljši. Zato danes seveda ne moramo govoriti o romski problematiki, ker severovzhodni Romi se tem, kar doživljamo, kar spremljamo v jugovzhodni Sloveniji, nimajo nič, ne. Zato govorimo o socialni problematiki. In zdaj, jaz bom rekel, midva, ki so na vezi s predsednico države, mislim, da je ona
te naše predloge pozitivno ocenila, ko jih je pogledala, da jih razume, da je treba seveda ne samo s korenčkom, ampak tudi s kakšno palico kdaj prijeti oziroma jasno postaviti okvir dolžnosti poleg pravic. Se pravi, mislim pa, da časovno ta obisk v Pušči ni bil najboljši, ker s sporočilom, dajte vi vašim sobratom, to je govorila tam na Dolenjskem, pomagati in bote za zgled, mislim, da s tem ne bomo rešili niti 1% problematike. Če bi se pač dolenjski Romi želeli zgledovati po prekmurskih, bi se lahko že, tako kot si rekel, so imeli za to veliko priložnosti. Še huje, mislim, da se že naši problemi izvažajo v Prekmurje, posamezniki se že medsebojno pač stopajo v partnerstva ali pa samo izseljujejo v severovzhodni del in po nekih neuradnih informacijah imajo zelo velike težave z njimi oziroma poslabšujejo situacijo tudi v tistem okolju. Ja, k temu je tudi pritrdil zdaj nekdanji direktor Urada za narodnosti, gospod Janez Doltar, v eni naših prejšnjih oddaj, ki je povedal, tudi v Prekmurju ni vse idealno, pač to naselje Pušča v bližini Murske Sobote je res mogoče nek sveto primer, ampak tudi v Prekmurju ni vse tako, kot bi si mogoče želeli. Zdaj, Gregor, na kratko so se dotaknila v prvem delu oddaje tega vprašanja, zdaj vprašanje varnosti. To je verjetno eno ključnih vprašanj dan danes, ne samo pri nas, povsod po svetu. Zdaj, nismo navajeni v Sloveniji, da policisti prosijo za zaščito, to, kar se zdaj dogaja na območjih v jugovzhodni Sloveniji. Kako si ti to razlagaš kot konec koncev prebivalc in pa župan pač ene mestne občine tam? Mislim, to je res alarmantno dejstvo, ampak verjetno, če je bil ta posnetek tega napada na policista, ki se je zgodil v Kočevju, objavljen in je bil posnet, mislim, da je bilo že prej, si upam reči, 10 napadov ali več takih, kar dramatičnih. Nekatere smo posredno malo vedeli, nekatere ne. Ampak dejstvo je, da to pa vemo že nekaj časa, da večje racije v novomeškem največjem romskem naselju Žabjak so vedno potekale tako, da je vsaj 50 specialcev prišlo iz drugih regij, ker jih ni bilo domačih dovolj na voljo, ker to je vedno šlo nekje med 70 in 100 policistov v polni opremi v naselje, se pravi, kadar so racije za orožje in tako naprej izvajali. Tako da dejstvo je, da jaz mislim, da je to realen strah, ampak mi seveda smo v tem strahu poslušamo strani učiteljev, zdravnikov, socialnih delavcev, na koncu tudi naših občinskih uslužbencev. Zdaj smo imeli primer tudi napada na redarja. Tudi drugi redarji zdaj me sprašujejo, ali sem jaz varen ali nisem. Mislim, to je res to je nenavadno, da ljudje v uniformi, in to je tisto, kar verjetno zdaj res alarme prižiga. In jaz, potem, ko smo bili soočeni s tem, kako je blago to obravnavalo tožilstvo, mislim, da je to napačno sporočilo. Država mora znati sporočiti zelo jasno, da nekje so rdeče črte in če ne bomo znali tega sporočiti, se bojim, da si nekako ubijamo lastno državo. In seveda predvsem zmanjšujemo lastno varnost vseh. Ja, sej, lahko bi rekli, da napad na policista je napad na državo, ker to je pač uradna oseba, ki je država dala pooblastila in pol na vse nas. Zdaj, Gregor, malo si se tudi tega že dotaknil, mnogi vam očitajo marsikaj, ampak v resnici tisto, kar vi v osnovi zahtevate, je zgolj enakost pred zakonom, je tako, se pravi enaka pravila za vse. Zdaj nekako se zdi, da to, kar vlada napoveduje kot neke ukrepe za umiritev razmer, gre pa bolj v drugo smer, se pravi nekega vzporednega sistema za določene posameznike iz določenih problematičnih socialnih okolj. Predvsem, seveda, tolikšen časa sem že v neki politiki ali pa na čelu lokalne skupnosti, da mi je jasno, da seveda moraš razumeti in postaviti sistem, ki deluje, včasih tudi na škodo katerega od posameznikov, ampak sporočila mora biti jasna. Potem se pa s posameznimi primeri in z morebitnimi odstopanji ukvarjaš
znotraj tega sistema. Ja. In dejstvo je, ne, da to, da bomo mi zdaj, mi moramo predvsem razumeti, da določene stvari ne delujejo in v tej državi smo pozabili, jaz to zelo enostavno povem, da se pravi imamo skupino ljudi, zdaj je ocena, da je takih 20 tisoč, 15 tisoč, to niso samo Romi, je še nekaj drugih. To so ljudje, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in brez premoženja. Če tak človek je recimo storilec prometnega prekrška, dobi plačilni nalog z globo, ne plača, država ga ne izterja, naredi isti prekršek še enkrat, naredi 10-tič, naredi 20-tič. Ker je sporočilo, lahko to delaš. Ne? Problem je seveda, ko bo 40-tič po prekršku tudi poškodoval nekoga drugega. Ne? In zdaj, kje je zdaj ta rdeča črta? Zame je rdeča črta obiskovanje osnovne šole, zame je rdeča črta varnost drugega, ne? Se pravi, dokler on škodi sebi, bomo rekli, naj se država obada, kako mu to dopoveduje. Ne? To lahko se debatiramo o tem, ali si pripet ali nisi, ne, v avtu, ali je to prav, da je prekršek ali ne, čeprav vemo statistike, da ogrožaš tudi tisto v avtu. Ja. Ampak govorimo o tem, kje so te rdeče črte, ne? In država je mogla predvsem na teh rdečih črtah imeti ničelno toleranco, en sistem. Ne? Potem se pa lahko pogovarjamo o tem, kako bomo, ne vem, ne? Se pravi, danes smo imeli na vladni delovni skupini debato, da bi kako ćemo stimulirati nekoga, ki je že tako zadolžen proti državi pri kazenskih globah, da ni več stimuliran za zaposlitve. Ne? Ampak jaz sem opozoril, da se moramo najprej pogovarjati, kako ga bomo mu dopovedali, da v nehal prekrške delati. Ne? Se pravi, najprej mora biti to sporočilo. Pa se pa lahko ubadamo, ali bomo, ne vem, z vsakim letom delovne aktivnosti neko amnestijo in tako naprej. Ampak spet so predlagali na Ministrstvu za delo, dajmo amnestijo. Ne? Mislim, problem je, da vedno pozabimo, da je treba sistem delujoč narediti in seveda razumeti vzroke. In tukaj manjka danes razumevanja in pa znanja, kako to reševati. Zdaj, Gregor, včasih se je zdelo, ne, da ta dialog mogoče med lokalno skupnostjo pa tamkajšnjimi prebivalci Romi ali pa, če hočeš, policijo, v končni fazi državo, poteka z Romi v jugovzhodni Sloveniji preko teh nekih starešin, teh naselij. Ne. Kdo je zdaj, če sploh kdo, še sogovornik strani Romov v jugovzhodni Sloveniji? Obstajajo predstavniki, ki so lahko na eni strani sogovornik državi in na drugi strani imajo nek vpliv znotraj svoje skupnosti, ali tega ni več? Nažalost so te romske skupnosti izrazito razdrte, se pravi, ne funkcionirajo, ni več nikakršne skupnostne hierarhije, povezanosti. Mislim, da jih dejansko druži samo to, da so pač podvrženi enim in istim notranjim zakonom, torej tudi temu kriminalu. Jaz sem pred kratkim tudi povedal, da so verjetno Romi največja grožnja Romom, ne nihče drug. Ja. Tudi ta posnetek tega streljanja je pokazal, tudi te spori med družinami so res drastični. Ampak res je prišlo do čiste razgradnje te družbe, zato seveda bi se dalo razpravljati, ali so morda res romske ženske tiste, na kateri bi se dalo graditi potem na teh ukrepih za opolnomočenje in tako naprej, ker težko je res najti nekoga, ki je tvoj sogovornik. Zavedanje je sorazmerno visoko, da bi vsi radi splezali iz te družbe, ampak tle je pa država tista, ki nažalost jih tlači dol. Mislim, če mi govorimo zdaj o odgovornem starševstvu in potem seveda otrok rodi naslednjo generacijo otrok, kdo bo to odgovoren starš? Ne? Mislim, verjetno 14-16-letna romska deklica ne. Ja. In to je ta spirala, kjer država ne prekine. Ne? Mi o tem vzporednem sistemu sva govorila, torej jaz mislim, da po današnjih standardih sociale in socialnih služb bi mogli biti
70-80% romskih otrok odzetih iz njihovih družinskih okolij, ker ta niso ustrezna. Ne. Zakaj imamo ta dvojna merila, se lahko vprašamo, ampak tako pač danes je. Ne. In tle je veliko stvari, kjer se je pometalo pod preprogo. Zato na nek način je uspeh to, da se saj zdaj veliko več o tem govori, mediji sta ogromno naredili na tem področju. Nažalost pa lahko govorijo o tem, da politika si še zatiska oči in ušesa. Ja, zdaj, Gregor, glede na to, ne, da smo rekla prej, da skoraj 2 leti sta mimo, pa da vlada oziroma vladajoča koalicija, ki je napovedala rešitve do konca lanskega leta, pa jih še zdaj ni, pa smo že pri koncu septembra letošnjega leta, boste vi še poskušali s temi vašimi zakonskimi predlogi. Na nek način so pa zdaj mogoče le razmere toliko zrele, da bi vlada sprejela to vašo ponujeno roko, ker sama očitno nima boljših rešitev ali pa jih sploh nima, pa vendarle bolj resno začela obravnavati te vaše predloge. Ja, res je. Zdaj, tako ko poslušam vladne predstavnike, oni so zdaj približno na stopnji, kot smo bili mi pred 5 leti, ko smo začeli analizirati stvari, ko smo začeli ozaveščati. In zdaj oni govorijo, da bojo analize naredili in potem počasi začeli pripraviti predlogov. Zdaj, morda jih bo streznilo to dogajanje na terenu, mogoče jih bo politična kalkulacija, ne, ker bojo tudi se kmalu spet preštevali glasovi državljanov. Dejstvo je, da je sredi poletja opozicijska stranka NSi ponovno naše županske predloge uvrstila v obravnavo v Državnem zboru, tako da to jesen bojo ponovno enaki predlogi še enkrat obravnavani. Jaz bi bil vesel, no, če bi prišlo do tega premika, da bi nekdo rekel, dajmo pa pogledati, pa dajmo enega, 2 sprejeti, pa gremo dalje, ne, ali pa kakšnega predelati. Naj mi nekdo pove, kako. Edini argument, ki ga poslušam strani predstavnikov Svobode, Levice, je, mi mislimo, da te ukrepi ne bojo delovali, ne, ampak seveda potem obljubijo svojih pa nimajo, ne tistih, ki bi delovali, pa ki ne bi delovali. Tako da, nažalost, smo tukaj res nekako talci neke politične nekompetentnosti reševanja dejanskih izzivov in problemov. Ja. Zdaj, Gregor, vlada sicer ima delovno skupino za urejanje romske problematike, da tako rečem. Ene zadnjih sej se je udeležil tudi predsednik vlade, tam napovedal ustanovitev tudi posebne podskupine. Zdaj, kako ti ocenjuješ delo te skupine? Bo ta podskupina kaj pomagala? Kaj bi se recimo dalo čisto na vsakodnevni operativni ravni znotraj obstoječega zakonskega okvira izboljšati, zato da bi to sobivanje med Romi v jugovzhodni Sloveniji in ostalo populacijo postalo znosnejše? Zdaj, seveda, ne, če bo prišlo do nekega pozitivnega trenda, jaz verjamem, da je pol to tudi lahko premik v nekih medsebojnih razmerjih, ampak mi rabimo premike tam, kjer so ključni kazalniki. Ne, in ključni kazalniki so obiskovanje, zaključevanje osnovne šole, zaposlovanje in potem seveda tudi varnostne razmere. Ja. Če bi na vseh teh zgodbah prišlo do nekih pozitivnih premikov, bi verjetno en del javnosti se tudi bolj pozitivno bil naravnan. Jaz še zmeraj vidim ogromno posameznikov, ki se trudijo znotraj sistemov, ampak še enkrat, to zgodbe, ki so pomembne, so na koncu je zdaj začela tudi policija kazati na pravosodje. Policist, ki je z istim storilcem enakega kaznivega dejanja 5krat soočen, ta storilec mu čez 2 dni pride ponovno v obdelavo. Mislim, ne vem, kako naj se počuti nekdo v službi policista, če ugotovi, da ta država ga izpostavlja vedno istemu človeku in da se mu ta lahko reži, zanj so pač plesali pred policisti. Ja, to smo vsi videli, ja. In dejstvo je, ne, da tle pa ne more nihče drug narediti svojega koraka kot država. Ne. In isto je na področju zaposlovanja. Ne. Če nekdo bo zaračunal, da lahko zdrav, delovno aktiven državljan je pač trajno brezposeln, brez da se mu karkoli zgodi, bo seveda to bil. Ne. Tudi, ne vem, mi imamo primere, ko ne govorimo iz takih drugačnih, etično, ne vem, kakšnih širokih razlogov, 5 zaposlice,
so posamezniki, ki to naredijo. Ker seveda nima ozaveščeno, kaj bo vse sledilo, ne, in potem najprej pogrunta, da je sicer njegova plača, ne vem, mogoče celo čez 1000 evrov, ne, če se zaposli v komunali ali kje, in potem seveda, da ima na računu 600 evrov, ne, ampak seveda takrat se je pa FURS zbudil, ne, on zdaj ni več na denarni socialni pomoči, mu lahko trgamo, ne, in on dobi 600 in ene 3 mesece to gleda, potem pride do unga, ki ga je nagovoril, ne, pa reče, jaz ne bom takole splezal, ne, jaz sem dobil prej 700 evrov, zdaj pa 600, ne, meni se to ne splača, ne. Potem je seveda pogosto niti ni tako visoka plača, ne, recimo 700-800, kjer pa že govorimo tudi, da povprečen Rom seveda brez osnovne šole zelo težko dobi tudi zelo visoko plačo, ne, in da je ta razlika zgolj v nekih lahko simboličnih evrih. In to so te okviri, kjer bi mogla država znati jasen okvir dati, da seveda te ljudi spravi nekako v družbo, ne. Saj najtežja zgodba je to, kar je najbolj šokantno in kar verjetno pa tudi pripadnike leve politične opcije najbolj boli, ne, da jim lahko mirno rečem, da sistematično zanemarjajo otroke, ne. Ker če se ti danes rodiš v romskem naselju, boš v 95% verjetnosti ponovno seveda brez končane osnovne šole, z več kriminalnimi dejanji in pa nezaposlen. In dejansko država ni nič naredila, da bi prekinila to res žalostno zgodbo, no. Ja, absolutno, ne, saj to sem hotel tudi vprašati, ne, saj očitno je, ne, da verjetno na porast teh kaznivih dejanj vpliva tudi ta dostop do droge po eni strani in do orožja, ne, in če razumemo, da tam živijo tudi ženske in otroci, ne, se pravi ranljive skupine ali pa posebej zaščitene skupine, bi verjetno vsaj z tega vidika država morala bolj odločno odreagirati, ne. Ja, verjetno je del te drznosti, ki se v zadnjem času dogaja, lahko pripišemo tudi drogam. Pa verjetno tudi sredstvom iz tega, ne? Ker drogo se da tudi prodajati naprej in s tem se da dobro zaslužiti, ne? V resnici je bil verjetno glavni vir prihodka pred leti zgolj ta denarne transakcije iz seveda državnega socialne blagajne. Danes je pa verjetno so tudi kriminalna dejanja, ampak seveda posamezniki, ki so odvisniki, ne, so potem nekako v tem drobnem kriminalu prisotni v lokalnem okolju, hkrati so pa lahko tudi zelo drzni v kakšnih drugih dejanjih, ne. Kaj ti ocenjuješ, Gregor, kako bo šla zadeva naprej, ne? Ker na nek način se mi zdi, da večinsko prebivalstvo v teh okoljih še je kar zelo tolerantno spremlja vse to, kar se dogaja, ne? A bi država se vseeno ne mogla vsaj malo bati, da če bi večinsko populacijo, recimo, da rečem v narekovajih, popolnoma popustili živci, ne? Ker vendarle te številke glede pač števila, ne, so jasne in vemo, da takrat, ko recimo večinski populaciji napram neki manjšini, ne, po domače rečeno se utrga, so lahko posledice še bistveno hujše, ne? Zdaj, če bi v šali rekel, ne, verjetno smo Dolenjci res dobri ljudje po srcu, ne, ker zanimivo, zakaj teh Romov ni drugje v zahodni Sloveniji, ne, ampak recimo, da sigurno velja, da smo na nek način s to dolgotrajnostjo te problematike se tudi mi nekako v veliki meri nažalost sprijaznili. To prav gotovo ni v redu, ampak jaz lahko povem, da ljudje so zelo na robu, ker predvsem ta drznost in ta res včasih brezsramnost tega prebivalstva ali pa teh ljudi iz socialnih okolij potem seveda pripeljejo lahko do tega, da bo res prišlo do kakšnega organiziranja večinskega proti manjšini. Zdaj, danes smo imeli recimo protest, ki je bil zelo miren, ampak predvsem jaz upam, da bo razumela politika, no, v Ljubljani, da gre za resne zadeve. Na koncu koncev bomo mogli, ne vem, kako bojo te spodbujati zdaj, ne vem, statistiko kaznivih dejanj na narodnostni osnovi, prav gotovo ni prava zgodba, ne, ampak mi imamo tudi poročila, kako se je mogel zdravnik po noči
zaklent v ljubljanskem zdravstvenem domu. Ne? In potem seveda jaz preverim to pri določenih kolegih in ugotovim, da seveda je šlo za prebivalca romskega naselja iz Grosupeljga. Torej, ampak verjetno so se vsi zgražali, cela Ljubljana, kako je do tega prišlo, ne? Ampak to je ta naša realnost, ki jo imamo v jugovzhodni Sloveniji skozi. In seveda medijsko tega ni, poročilo o dejanju ne vsebuje narodnostne pripadnosti, ampak v resnici nas to niti ne zanima. Tako kot sem večkrat rekel, je to krivično do vseh Romov v Sloveniji. Govorimo seveda o specialni problematiki v jugovzhodni Sloveniji. In pa predvsem ne govorimo o Romih, ne, ker noben, ko se je rodil, ni bil zaradi tega kaj slabši ali pa boljši, ampak govorimo o tem, da smo uspeli ustvariti neka socialna okolja, ne, ki so pa pretežno danes v Sloveniji to romska naselja v jugovzhodni Sloveniji, so pa tudi določene okolja, manjša okolja delovnih migrantov, ne, torej ljudi, ki so v Slovenijo prišli pač kot zunanji delavci in kjer tudi izkoriščajo ali pa seveda jih je pritegnila zelo velikodušna socialna politika slovenske države in seveda prihajajo do istega vzorca, ne, torej osebe, ki so na denarni socialni pomoči brez premoženja, ne, in te vzorci nepošiljanja otrok v šolo in tako naprej se kažejo tudi v nekih drugih okoljih. In mislim, da če bi država razumela, kako reševati to problematiko, bi imela že pripravljeno eno orodje tudi za prihodnost, ko bo delovnih migrantov v naši družbi prav gotovo več. Čisto za konec, Gregor, enkrat si že vmes omenil, najkasneje čez leto in pol nas čakajo pač državnozborske volitve. Kako pomembno ti danes ocenjuješ bo recimo to vprašanje na teh volitvah? Veva, da v Sloveniji na koncu je včasih osrednje in glavno vprašanje, koga ne voliti. Ne? Ja, to ne sme biti, ja. Ampak jaz verjamem, da bojo včasih volivci tudi se prešteli pa si rekli, kaj pa moj glavni izziv kot državljana v tej državi, ali je to prevelika davčna obremenitev, ali je to romsko vprašanje na našem delu. In takrat bi mogle znati stranke pač odgovarjati za to, kar so delale v teh zadnjih 4 letih. Jaz si iskreno želim, da bo nekdo tudi dobil povratno informacijo o tem, kaj je v teh 4 letih na tem področju naredil. Upam, da me nova realnost spet razočarala v tem, da bomo se o nekem nepomembnem ali pa manj pomembnem vprašanju pogovarjali, pa bomo pa seveda spet vse probleme 2 dni po volitvah pa se spraševali, zakaj se ne bojo reševali. Jaz pa iskreno upam, da še pred tem rokom, leta pa pol, ki sem ga prej omenil, se srečava v tej oddaji, mogoče z bolj pozitivnimi novicami v zvezi s temi vprašanji. Za nocoj pa Gregor Macedoni, župan Novega mesta, najlepša hvala za tvoje gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj vlada podcenjuje problematiko v socialno problematičnih okoljih v jugovzhodni Sloveniji. Že 1060. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali Svetovni dan športa. Zakaj je to tudi praznik domala vseh Slovencev? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.